Pozdravljeni, z vami sem Minka in a veste, kako se danes počutam? Tako kot mama, ki je izgubila otroka. Zdaj pa zakaj? Nisem ga izgubila. Ampak včasih zaradi odnosov pridemo do točke, ko smo razočarani. Ko enostavno rečeš, kako more? Ali pa, a veste tisto, ko enostavno rečeš, to ne gre skozi moj filter. No, dejansko to se je meni zgodilo s to novo knjigo. Ta novo knjigo o avtoimunih obolenjih ne bom izdala, saj zaenkrat ne, je pa napisana. Mesec pa pol sem sedela za računalnikom, na stran dala vse stvari, kar je bilo možno, zato da bo pač rojena. In glede na to, da ni bil dober dogovor s poslovnim partnerjem, sem odstopila od tega projekta in enostavno ostalo je razočaranje. In če se vam dogaja, da v nekem odnosu date vse noter in ostane na koncu samo še razočaranje, verjemite mi, da je to na globalni ravni se zdaj nekaj čist. Ker verjamemo to, da vse, kar se dogaja na mikroravni, na osebni ravni, se dogaja tudi na širši ravni. To pomeni, da odnosi, ali pa, a veste, kolikor smo že slišali, to maske padajo, ampak res padajo. Dejansko nekdo, ki dela svetlobo, občutimo vsi, da dela svetlobo. In nekdo, ki dela skozi pohlep, skozi preračunljivost, vsi občutimo to. Se pravi, predznak, s kakšnim namenom delamo neko zadevo, je tisti, ki ga vsi znamo prebrati. No, in zdaj, če pogledamo prav te odnosi. Glejte, v življenju največkrat menimo službo zaradi odnosov. Ločimo se zaradi odnosov. Delamo spremembe zaradi odnosov, a je to tako? Se pravi, so vse odnosi. Ni pomembno, kakšno titolo imate, kakšno diplomo imate, kakšen štempelj imate, kakšno družino ste se rodili, ki so bolj pomembni, manj pomembni. Vse so odnosi. In kaj mi prinesemo v nek odnos, je sigurno sebe. Sebe z vsemi svojimi čustvi, s programi, z vzorci družine, z vzorci naših babic, prababic. Se pravi, vse te korenine družinskega debla prinesemo s sabo, prinesemo pa tudi vzorce svoje duše. Se pravi, kako nastane družina, ali kako nastane človek. Energija očeta, energija mame in duše in nastane novo življenje. Se pravi, ta zapisana, zato ker vemo, imaš 5 otrok, imaš 3 otroke, vsak je drugačen. Pa ista vzgoja, ista družina. Zakaj? Zato, ker vsak sebe prinese, svojo esenco, svojo energijo, svojo dušo prinese noter in se vsi rodimo, vsak ima svoje talente, skozi svoje talente pridemo opremljeni za to življenje in tam, kjer jih lahko razvijamo svoje talente, to je ta prav odnos. In ko nekdo ceni naše talente, to je ta prav odnos. Tam, ko pa nekdo samo pobira, to pa ni ta prav odnos. In zdaj poglejmo, kaj se mi učimo skozi te odnose. Največ v teh odnosih sem pisala v knjigi, ko imajo moški hormoni žur, in ko bom delala ponatis, bo naslov, ko imajo moški hormoni žur v ženskem telesu. Ker kaj se zgodi? Ženska, jaz delam po večini z ženskami, ženska, ki ima, recimo, da se je rodila že v družino, kjer so pričakovali fanta. Pod prvo, na neki globoki ravni občuti, da ni v redu nekaj z njo, da je nekaj narobe z njo, da bi bila verjetno bolj zaželena oziroma sprejeta in ljubljena, če bi bila moškega spola. A veste, to je že prva zadeva in povzroča že samo to, da so mogoče pričakovali fanta, notranji konflikt in si rajš v moški energiji kot v ženski energiji. In zdaj, če v tem življenju si oblečena v žensko telo, pomeni, da se učiš ženske energije. No in to bomo delali v tečaju, ki ga pripravljam, 5-tedenski tečaj čiščenja podzavestnih vzorcev. In če veš, da imaš kakšno stvar za počistiti, in sem prepričana, da vsak od nas ima kakšno stvar za počistiti in kakšen odnos, bi bilo čas, da se lotiš čiščenja korenin. Tole sem ta zadnjo sliko naslikala. Korenine.
korenine, sicer zdaj drevo že dobiva gor sadeže, ampak korenine so ključnega pomena, kaj bo zrasel. Če v koreninah ni hranil, ne more zrasti drevo. Glejte, če dovolite, če mečkam pogledamo naravo. V naravi bršljan zajeda drevo in raste po drevesu in se bohoti po njem. Glejte, kako bo vaša krošnja ozelenela, če dovoljujete, da bršljan leze po vas in zasenči vso vašo krošnjo, ker imate ovitega okrog sebe bršljan. Pač narava nam sporoča milost ozdravljenja. Zdravilni mir vstopa v mojo dušo. Zdravilni mir vstopa v mojo dušo. Dajte si to zdaj parkrat ponoviti. Zdravilni mir vstopa v mojo dušo. In ko začutite, da ta zdravilni mir vstopa v vašo dušo, nobena stvar ne more biti več tako, kot je bila. Niti ne more ostati skrita, zato ker ne dovoljujete, da nekdo, ki poln nemira, bo srl po vas, bo spuščal svoj strup na vas, zato ker zdravilni mir vstopa v vašo dušo. In vi veste, da kot duša ste povezani s svojo višjo dušo in z Bogom. In ker veste, da ste povezani z Bogom, enostavno ne morete več dovoljevati ljudem, ki so polni strahu, zamer, manipulacije, da manipulirajo z vami, da vas obračajo, da vas hoče v krog obrniti. Ne dovoljujete več, da ljudje, ki ne želijo narediti enega koraka v življenju, stopajo po vas, da vas uporabljajo za svoj predpražnik, za svoje sranje, za svoj gnev, gnus, mogoče celo do žensk. Ker nekdo, ki ima gnev do žensk in gnus do žensk, vam bo vedno znova dal povedati, da niste dovolj lepe, pametne, da nimate dovolj lepih oblin, da niste dovolj ne vem kakšne. In če to vaš program, nisem dovolj lepa, seksi, privlačna, boste dovoljevali, da bodo te ljudje, ki so polni gneva, to metalo v vas, da bodo svoje smetje sipali na vas, zaradi tega, ker niti sebe ne cenite toliko. In ko boste začeli sebe ceniti, in zato delam te programe, te videoprograme, te šole, zato ker ko boš ti sebe zgradila, boš rekla enkrat dovolj. Ne dovolim več. Če imaš ti poln svojih smeti, jih ne boš v svet zmetal metala vame. Takrat, ko postaviš svojo vrednost, boš znala reči osebnim partnerjem, poslovnim partnerjem, sestram, bratom, očetu, mami, šefu, šefici, dovolj. Ne dovoljujem. Na ta način se z mano ne govori. In bodo šokirani, zato ker celo življenje komunicirajo na ta način. In bojo šokirani, bojo rekli, pa kaj s tabo? Kdo ti sprav možgane? S tabo je nekaj narobe. Ja, normalno, zato ker si jih navadila, da ta in isti način deluješ, ker sipajo svoje smeti vedno nate in ti tiho počistiš, sebi jokaš, mogoče po noči v blazino jokaš, mogoče se umakneš in ječiš v sebi, ali pa tuliš v gozdu, ker te nihče ne sliši. Ali pa v vodi, ko boči burja, veter, voda, da te nihče ne sliši. In potem, ko se pogledaš v oči, vidiš morje žalosti. In ta morje žalosti bo tebe zadušilo, ne druge. Tebe, ti boš zbolela. In potem lahko čakaš, da pride do tega, da bojo naredili lep pogreb, zato ker boš imela ne vem kakšno avtoimuno obolenje, ki se jo je zmislilo tvoje telo, in bojo naredili lep pogreb, pa bojo rekli, bila je idealna žena, idealna mama, idealna zaposlena, sodelovala je v vsaki pasi, procesiji in zdaj vsi žalujoči, ni je več med nami. Ne rabiš več tega. Da umreš, ne rabiš več tega.
Zdaj pa mogoče čas, zato ker se na globalni ravni čistijo zlorabe svete ženske energije. Na globalni ravni. Zloraba svete ženske energije je povezana s tem, da nekdo, ki je, zdaj dosti bom govorila tako, kot čutim, ki je šupa kot človeka, ki je niko in ništa, da ti dirigira, kaj boš ti delala, kako boš ti delala, zato, ker nima spoštovanja recimo do žensk. Zato, ker ga je strah pomanjkanja in kopiči denar. In zdaj tebe sili, da delaš stvari, in ker nimaš dovolj močne hrbtenice, ker to je korenska čakra in povezana s kostmi, kako stojiš, mišicami, kako stojiš, s krvjo, z življenjsko energijo. Če imaš okuženo korensko čakro, kar je bil mogoče tvoj oče, sami si dajte danes pikce, ker bom govorila tako, kot čutim. Ena pička in ni zmogel govoriti svoje resnice in je zmerom sklonil glavo. Ali pa je bila tvoja mama tista, ki je vsem ugajala in ni upala govoriti svoje resnice in je raj predelala avtoimuno obolenje in je zbolela za rakom. In je tvoja mama mogoče zbolela za multiplo sklerozo ali pa za demenco, je zbežala v demenco, ker je bilo bolj varno zbežati v avtoimuno obolenje. Lej, enkrat bo treba, nekdo bo mogel narediti. Vem, zdaj prva stvar gre skozi tebe, zakaj pa jaz? Ne en drug čisti v moji družini. Ne gre na ta način. Ne gre na ta način. V tvoji družini se ti javlja. Ti si rekla, kot duša, jaz sem ta, ki bom zrihtala to. In potem si prišla v to tvojo družino, kjer je svega in svašta. Si prišla v to družino in je pretežko. In ta trenutek, ko je pretežko, ti enostavno imaš to breme, ne moreš več. Ampak ne gre se za to, da te to breme pokoplje. Gre se za to, da ostaneš to svojo moč in rečeš, zdaj pa dost. Zdaj pa to breme stran, jaz bom to popucala. In zato delam te programe. Zato, ker sem jaz v moji družini šla počistiti programe. Ker sem šla po družini, očetovi liniji, po mamini liniji in predvsem mojo prtljago, ker jaz kot duša sem prišla v to družino z namenom, da bom počistila moje programe, moje strahove, moja sovraštva. Kot duša sem sovražila dušo določenih ljudi. In ko imaš sovraštvo, to je takole te drži, ne moreš iti naprej. Zato začnemo v teh mojih programih, najprej na odpuščanju. Odpuščanje sebi, odpuščanje drugim. Na čiščenju sovraštva, kar dokler sovražiš, ne moreš iti naprej. In potem, koliko ljudi je takih, ki sovraži svojo dušo in je potem treba nože zabadati vase, sebe kaznovati zaradi dejanj, ki si jih mogoče nekoč naredila. Pa čas je tak, enostavno nas ne podpira več čas, da dajemo pod preproge, da bežimo, da se skrivamo, ker na globalni ravni se čistijo zadeve. In verjamemo to, kar se dogaja na globalni oziroma na osebni ravni, se dogaja tudi na globalni ravni. In ta trenutek, ko občutim žalost, ker ta nova knjiga se pač ne bo ta trenutek še rodila, in sem mesec pa pol sedela za računalnikom in sem dala na stran vse ostalo, ja, na globalni ravni se očitno tudi čisti razočaranje nad ljudmi, ki imajo skrite namene. Na globalni ravni se čisti zloraba svete ženske energije. In je prav, ne se ščisti, je čas, da se ščisti. In potem, ko ščistimo to, lahko prideš v svojo moč. In takrat lahko, glejte, ker vsak prinese svoj ruzak v svoj odnos, ne v svoj odnos, vse odnose. Pa ne bo to poslovni, ne bo partnerski odnos, ne bo ljubezenski odnos, ne bo odnos z otroci. Vedno prinesemo sebe v odnos. In ne moramo pričakovati, da bojo drugi počistili naše travme. Ja, lahko greste na postavitev družine, kjer boste dobili rane, ampak potem je treba to počistiti.
je treba nekaj narediti v tej smeri. Korenine. Zdaj, če gledam, poleg programa, ko se vpišete, dobite eno knjigo, poleg kot darilo. In milost ozdravljenja, milost ozdravljenja je res velika. Velika, ker se tako močno osvobodiš, ker ti res gre breme stran tudi preteklih življenj. Gospa, s katero sem nazadnje delala, breme preteklega življenja čez srednjega veka, ker so jo dali na sramotilni steber, golo in je zmrznjena tam, umrla od lakote, od žeje in še od podhlajenosti, v glavnem umrla na tistem stebru. In v tem življenju, ko podoživljamo smrt iz enega drugega življenja, doživimo vsa ista čustva. In vem, kako je bilo, ko sem čistila svoje podzavestne programe. In ne bom vas strašila, ampak znam vam pa pomagati. In ja, zdaj, če se vam nahar dogaja, ko naenkrat grejo od nekje na čustva ven in moraš predihati, mogoče rabiš pomoč. Glejte, grajenje lepih odnosov, ker potem prenesemo v odnos svoje programe. In kdor ima program, zakon mi pomeni jetništvo. Ne moreš biti srečna v zakonu. Biti ljubica mi pomeni svobodo. In so nekatere ženske, ki so vedno ljubice, kar prav, a ni fajn, zadnjič sem z eno govorila, a ni fajn biti ljubica, mu ni treba prati, vedno prideš opran, navdišavljen, pa še trud se zame. Ja, mogoče pa njen program, zakon pomeni jetništvo. Tajiti moram svojo ljubezen. V duši nosim žalost, ker ne morem biti ljubljena na pošten način. In potem te ta žalost zaduši in se postaraš, ker ne živiš resnice. In ta trenutek resnica hoče priti na dan. Hoče se izraziti. Sramujem se svojih dejanj. Druge ženske moram raniti. Ja, čez take odnose gremo. Ker kako, ker mi sebe prinesemo v odnos. Mi prinesemo vsa svoja čustva iz preteklih življenj, sploh travmatična čustva iz preteklih življenj. In ko se to izrazi, naenkrat sebe opazujemo pa rečemo, to mi ni podoben. Ja, ampak to mi ni podoben, to sploh nisem jaz. Si, podzavesti. Strah me je lakote. Strah me je, da bi jo v porodu umrla in potem ne maraš otrok. Sovražim dušo partnerja. Sebe sovražim. Bojim se javnega obsojanja. In tako naprej. In take zadeve bomo. Zdaj samo razlagam en kup stvari. Čutim, da te besede so prišle do nekoga, ki čuti, da nekaj mora narediti na sebi. Spodaj imaš povezavo, preber, če te pokliče, dobrodošla. Začnemo v torek. Vem, da bo dobro, to je manjša skupina, ker tukaj so intimne zadeve in ne morejo biti velike skupine. In boš videla, kako te bo tvoja duša vodila točno po tistem, da boš dobila točno to, kar je za ta trenutek potrebno za tvoj osebni razvoj. Tako da to sem čutila, da delim s tabo, tako da čutim zdaj, da se je nekaj sprostilo, jaz ful čutim energije, sploh to, kar se tiče skrivanja, to, kar sem na koncu govorila o odnosih, tako da tajiti moram ljubezen, pa te zadeve, sovraštvo, tako da tukaj noter zgleda, da bomo imeli kar zanimivo čiščenje, ampak v glavnem, jaz se tega ne bojim, čiščenja energije, zato ker na koncu je svet energij, je nam neviden, pa hkrati vsi to občutimo. Mi občutimo energije, pa se jih mogoče bojimo, zato ker smo v srednjem veku viseli ali pa smo bili sežgani in zdaj v tem življenju se držimo logike. Mogoče se v tem življenju držimo samo štemplov, titol, kar je logično, zato ker ni varno biti v svoji moči, ker ni varno biti
v ljubeči ženski energiji. In v tem življenju imaš žensko telo in se učiš biti radostna plesalka skozi življenje. Ja, tako da, če te pokliče, pač klikam. Gremo naprej na nekaj sporočil. Kaj bomo v tem programu predelovali? Kaj je tisto sporočilo za tebe, ker mogoče ta trenutek je prav, da slišiš? Zaupaj angelom. Naslednji korak, zdravilni žarek in ljubeče sprejemaj sebe in druge. Jasnovidna sporočila bodo tekla skozi tvojo zavest. Nadangel Ariel je ženska energija obilja, angel obilja, ki je največkrat upodobljen z levom, se pravi ženska energija, ženski angel, ampak vseeno ima moškega, se pravi ta moško energijo na vrvici. Ne? Po drugi strani pa, tukaj ne govorim moškega, ampak svojo moško energijo na vrvici, usklajena žensko in moško platjo v sebi. Po drugi strani je pa to angel obilja, ki je največkrat upodobljen tako, da zlatim rogom siple obilja na zemljo. Se pravi, ta program ti nosi obilje, ker bomo čiste čakre in korenska čakra je povezana s tem, kako se postaviš v tem življenju za sebe, kako znaš kreirati skozi svojo žensko energijo. Naslednja karta je prišla, naslednji korak. Tebi pripada sreča, zasluži si jo. Zasluži si ljubezen, zasluži si izobilje vsega dobrega. Se pravi, naslednji korak. Kaj je tvoj naslednji pravi korak? Narediš lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. Se pravi, to je očitno zate program, ki ti bo pomagal pri tem, da boš naredila naslednji korak in zdravilni žarek teče skozi tvoje telo, ker ti, ki tole poslušaš, si bitje luči. A čutiš? Pač občuti energije in daj pozornost na kronsko čakro, kako se steka zdravilna energija v tvoje telo. Ker skozi kronsko čakro v tvoje telo teče zdravilna energija in zdravi tvoje oči, pomlajuje tvoj obraz. Dovoli si čutiti pretočnost. Zdravilna energija teče po hrbtenici navzdol in se dotika vsakega tvojega organa, steka se vsako celico tvojega telesa. Zdravilna svetloba, nova energija se dotika vsakega sklepa, teče preko kolkov in kolen, ter se preko stopal steka v mater zemljo. Ja, to je zdaj že meditacija. In ko delamo meditacije, načeloma na en tak program, na uri pa pol delamo 2 meditaciji za čiščenje podzavestnih vzorcev, tudi te meditacije ti ostanejo, posnetki ti ostanejo, pa boš videla tako osvoboditev te teže, ki je zadej naložena, ne sprej, zadej. In ko daš to težo dol, enostavno se postaviš po konci, si osvobojena. To je to. A še eno karto. Dobar. Čas je za radostno energijo. Čas je za proslavljanje tvoje radostne energije in lahko se veseliš vsakega dne. Dovoljuj, da ustvarjalna energija teče skozi tvoje telo. Ja, tako. Noč, se vidimo v naslednjem videu, tole bom jaz zdaj objavila in če te pokliče v torek zvečer, začnemo. Živej!